koncept mogoče samo z tesnim sodelovanjem inženirjev in zdravnikov. To je zelo pomembno poudariti. Danes zdravnik sam ne more ničesar. Zdravnik potrebuje inženirje kemije, inženirje biologije, inženirje računalniške tehnologije, matematike, da pravzaprav lahko pridobi ključne podatke za to, da obravnava bolne ljudi. In seveda, če želimo skrajšati pot do diagnoze, potrebujemo slovenski genom zdravih ljudi. Kdo je zdrav? Tisti, ki imamo srečo, da potem, ko smo že vidno stari, nimamo nobene znane genetske bolezni. Zelo preprosta pravzaprav opredelitev. In v tem trenutku se je treba zahvaliti prvim pogumnim ljudem, ki so oddali svojo DNA, kot je povedala profesor Rosmanova, je ona ena izmed njih. Številni znani Slovenci so se za to odločili in verjamem, da bodo v bližnji prihodnosti to tudi povedali. Iz vseh področij, družboslovnih, socioloških, naravoslovnih, zato, da s tem povabimo vse prebivalke in prebivalce Slovenije, ki so zdravi, ki nimajo redke genetske bolezni, da se temu pridružijo. In da pravzaprav s tem, da damo informacijo, ki je seveda takoj anonimizirana in nedostopna na osebnem nivoju, v uporabo za diagnostiko tistih, ki imajo manj sreče in so podedovali eno izmed redkih bolezni. Tako da gre pravzaprav tudi za neko, če hočete, zelo humanistično noto tega projekta. Tisti, ki imamo več sreče, z tem, da damo na razpolago v povsem anonimni obliki podatke o svojem genomu, pomagamo tistim, ki imajo nekaj manj sreče. Pomembno je to sodelovanje, ki ga na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani pravzaprav gojimo dolga leta, torej tesen stik, tesno sodelovanje med laboratorijem in klinično medicino. Še posebej je morda to pomembno sedaj, ko smo dejansko aktivno stopili, kot veste, v obdobje genskega zdravljenja, ki je še naslednja stopnja. Torej, ko hitro postavimo diagnozo, omogočimo gensko zdravljenje teh bolezni, kar je veliko novo upanje. In seveda tudi zato mora biti sodelovanje med klinično ustanovo, ki lahko gensko zdravljenje izvede, in laboratorijem.